Danes bomo pili kavo in polivali čaj. Je par tem, o katerih moram spet govoriti. Ok, pa da kar začnem. Jaz imam cel scenarij, danes zjutraj sem 2 strani tega scenarija napisala in res bi rada naredila, tako sem si napisala. Teda, če slučajno zgleda, da berem, to je zato, ker res berem. Ampak I swear, to sem se napisala jaz. Ne vem, zakaj to razlagam. Mogoče bi bilo ful lažje, če bi naredila kar enostavno podcast in pol vi ne bi videli, da jaz to berem. Kako sem jaz pametna ji. V glavnem, začnimo. Jaz sem Kaja Solo in sem slovenska influencerka. Je stavek, ki ga nikoli ne uporabljam, zaradi tega, ker jaz sem youtuberka, ustvarjalka, umetnica, pisateljca, igralka, snemalka, še lučkar sem, snemalka zvoka, maskerka, stilistka in pa še menedžerka. Pa še bi lahko naštevala, preden bi prišla pač do naziva, ki ga uporabljajo vsi ostali, ki je tako overused. Vsak, ko je na YouTubeu, oziroma vsak, ko ima več kot 1000 followerjev, je zdaj že kar influencer. Whatever. Influencer v dobesednem prevodu pomeni, da si vplivneš. Kar pomeni, da vplivaš na ljudi. Jaz sama sebe nimam za vplivneža, kakor sem rekla, jaz imam vse tiste druge nazive, ko so mi veliko bolj všeč, ampak je dejstvo, da s tem, kar ustvarjam, vplivam na mlade in na vas in whoever you are out there. In da je ta vpliv popolnoma v mojih rokah in da jaz vplivam na to, kako na vas vplivam. Stavki. Zato se moram držati scenarija. Glavno, jaz zato skrbim jaz, noben drug. Jaz s tem nisem začela zato, da bi imela nek vpliv, pa da bi bila kao influencerka, pa ne vem kaj vse. Jaz sem že 100-krat povedala mojo zgodbo, kako sem jaz v bistvu začela z YouTubeom. Jaz sem ful rada snemala in pol sem najdla YouTube in meni se YouTube še vedno zdi kot en kotiček na internetu, kjer lahko jaz uploadam karkoli se mi zdi. Jaz sem začela s tem namenom, da bom čez nekaj let pogledala svoj kanal in bom se spominjala, kaj se sem delala, ne glih nujno za to, da delam content za vas, da ga vi gledate in da je vam zanimiv. Jaz že od nekdaj delam to za sebe. Ampak sprejeti moram tudi dejstvo, da ste zdaj vi prišli in da imam odgovornost do vas, ne, jaz bom zdaj malo pila. V glavnem in to odgovornost, in jaz moram to odgovornost sprejeti, ker pač je dejstvo. Veliko je pa vplivnežev, ko so začeli s tem delom, sam zaradi tega, da bojo vplivneži, da bojo influenceri, da bojo znani, da bojo dobivali darilca, da bojo vabljeni na evente. Jaz ga nas na modno revijo. Ne, se ful bo cool. Se low-key se veselim, ampak vse en bi gledala Netflix. Ja. Jaz dobivam ogromno sporočil, da bi mladi oziroma otroci radi bili influenceri. Ampak ja, v glavnem, oni se odločajo za ta poklic zaradi teh bonusov. In čist realno, tudi igralec, ko se odloči, da bo igralec zaradi tega, da bo znan in da bo imel denar in da bo slavn, je ponavadi slab igralec, ker igralci se za to odločajo zaradi tega, ker radi igrajo. Ja. Ok, zdaj da ne zaidem. Res bi rada govorila o tem, kakšne pogoje imamo slovenski influencerji in kako se obnašamo v bistvu do vas, do svojih ljudi. Marsikdo bi uporabil besedo oboževalcev, ampak jaz to besedo ful sovražim, ker ne maram sebe tretirati kot nekega zvezdnika, ki ga vi obožujete, oziroma zvezdnico, whatever. Moj najljubši youtuber je PewDiePie in jaz njega sicer ne vidim kot nekega zvezdnika, ful mi je všeč pri njem to, zaradi tega, ker ostaja tak realen, pa imaš res feeling, kako da je tvoj friend, ne da je on neki več kot ti, tako pač marsikdo rad to dela. Ja, meni se zdi, da je PewDiePie moj prijatelj, čeprav ima istih prijateljev 100 milijonov, pa še več zdaj, kar vsaka čast. Glavnem, to je moj cilj. Moj cilj je, da sem jaz vaša prijateljica in v marskem primeru, da sem
pri nekaterih stvarih tako vaša starejša sestra, da vam pač pomagam pri nekaterih stvarih, da sem v bistvu tista oseba, ko sem jo jaz rabila, ko sem bila vaše starosti. Zdaj to govorim pač predvsem za mlajše, če ste starejši, je malo drugače pač logično. To velja za tiste videe, ko so pač neki nasveti pa te stvari. Pač z vami se pogovarjam, odgovarjam vam na vsa sporočila, sprejmem vas, ne glede na to, kakšni ste, z vami delim nasvete, pogovarjam se o svojih zmotah, o mojih napakah, ki jih je, by the way, ogromno. No, šele na koncu pridemo do tega, da bi vam rada predstavljala neke izdelke, ko so pač mi res všeč. Tu pa pridemo do tistega groznega dela, ne? Pač tudi influencerji imamo položnice, pa račune, pa moramo jesti, pa moramo živeti, pa moramo se voziti okoli. Pač tudi mi smo ljudje, ne? In nekje je treba zaslužiti. In nažalost moramo imeti sodelovanja. Zelo nerada obsojam odločitve drugih ljudi, ampak spet so se vrnile une preklete slušalke. Ne bom glih omenjala imena trgovine, ker res noče, da me kdorkoli toži, ampak bomo poimenovali to trgovino prodajpočasno.si. V glavnem, ta trgovina je tudi mene kontaktirala že dolg časa nazaj. V bistvu toliko časa nazaj, da sem jaz šla na mail iskat ta mail in ga dejansko nisem več najdla, ker sem vmes že mogla mail brisati, ker sem imela preveč mailov. Tako da res je bilo ful dolgo nazaj. Zdaj sem malo preverila in sem ugotovila, da smo se dogovarjali v bistvu preko Instagrama in smo imeli dogovor, da oni meni pošljajo celo škatlo enih njihovih izdelkov in potem jaz naredim 3 videe na vse te izdelke. Naj poudarim, da nisem bila čisto nič plačana in da nažalost tudi jaz takrat še nisem bila dosti izkušena, da bi plačilo predlagala. In je v bistvu, ko sem jaz te izdelke dobila in so mi bili, enostavno niso mi bili všeč in nisem jih želela promovirati, se je takoj začelo, da jim želim izdelke poslati nazaj, čeprav za izdelke nisem bila plačana in mislim, da si zaslužim neko priložnost, da ne plačujem poštnine za pošiljati nazaj. Upam, da sem to dosti razločno povedala. To je bilo v bistvu takrat, ko sem jaz imela še tek, ne vem, 2000 followerjev na Instagramu. 2-3 leta nazaj, nekaj takega. Poslali so mi barvo za lase, ironično so mi poslali modro barvo, to je drugače lasulja in to ni pobarvano s tistim, pač tisto je bil tak vosek. In jaz sem naredila za to en kratek video na Instagramu in nič nisem bila plačana za to. Vse, kar sem dobila v zahvalo, je bilo še en paket, da naredim še kako reklamo, kar okej, not gonna do that, ne? Pa predvidevam, da so takrat tudi še oni dosti začenjali, ker zdaj, kakor jaz vem, kar veliko plačajo influencerjem, tako da, ker najbolj zanimivo mi je, da oni si sploh ne zbirajo toliko slabih imen. Oni imajo take influencerje, da meni kar čeljuz dol pade, ko jaz vidim, kdo vse dela reklamo za njih in mi je mind-blowing, da ti ljudje padajo toliko nizko. Zdaj se verjetno sprašuješ, kaj je sploh narobe s to trgovino. Prodajajo navadne wish izdelke, a ne? Kitajska, škart roba. Prvi sem jaz to ugotovila v bistvu zaradi ene maske, ko sem jo dala na Instagram in sem dobila pač par punc, ko so mi napisali, da to je fake maska. In po tistem sem jaz začela malo raziskovati, pač a je res fake ali ni fake. In dosti hitro sem ugotovila, da pač je fake. Zdela se mi je fair, da ti kar pokažem, kako je v bistvu to izgledalo. Tole je moja reklama, ki sem jo dala na Instagram za to masko. Čist pač priznam, da je bila to ena mojih največjih napak v času, ko sem začela z Instagramom. Maska ni glih toliko dišala, kakor sem se jaz pretvarjala, da diši. Nanesla sem si jo na obraz in občutek sicer je bila nekaj hladilna, ampak kaj posebnega pa ni bilo. Tudi mehurčki niso nastajali, tako ko bi mogli. Sicer sem počakala veliko več kot 5 minut, ampak kaj več od mehurčkov ni nastalo. Potem sem tole umasirala v kožo in dejansko priznam, da na koncu ni bilo kakšne večje razlike. To so same laži in jaz priznam svojo napako, tako da, ja, pa tudi popust pač ne deluje več. Niti nisem bila plačana za to. Dobila sem tudi te zloglasne slušalke in imela sem isti čas pač tudi ta prave AirPodse in niti približno niso podobne. Bi vam jih pokazala, vedno pozabim, kam sem jih dala. Nima veze, enkrat bom že naredila video o primerjavi z unimi, pa to pravim. Enkrat, one of these days. Jaz sem takrat dosti raziskovala in tudi moj ta glavni nauk, ko ga hočem s tem videom poslati vsem influencerjem, je, da
dejte raziskovati, s kom delate, ne reč kar vsem ja, zaradi tega, ker ste broke, that's none of my business and none of your followers business. To pomeni, da ste vi slabim znarjem. Prodaj počasno, prodaj izdelke znižane iz 60 evrov na 10 evrov. In če vam je to kaj znano, je to zato, ker Wish dela isto. Edina razlika v tem, da za Wish vemo, da je kitajska roba, za to trgovino pa očitno ne, pač in bi bilo ful cool, da se začnemo zavedati, da so tudi tukaj kitajski izdelki in da so pogosto za identično ceno. Ali pa za dražjo ceno, ne vem, ker dost pa nisem raziskala očitno. Bom tukaj, tu bo disclaimer, če sem slučajno kaj ugotovila. Prodaj počasna trgovina si dviguje pač nek svoj imidž, s tem, da ima vse te influencerje, kar pač Wish, vsi kupujemo, tudi jaz kupujem na Wishu in tudi jaz, ampak pač tudi jaz priznam, da je to Wish kvaliteta in da je to kitajsko in da to ni tako kvalitetno, ko pa če kupiš original. Oni pa tega ne priznajo in bi bilo fajn, če bi. Oh my god. In zelo mi je zanimivo, da tem vplivnežem je bolj pomembno to eno sodelovanje, ko pa naziv vplivnež, ki mu lahko zaupam. Meni je to najpomembnejša stvar na svetu, da mi lahko vi zaupate glede tega, kaj jaz prodajam, ker bi rada ostala iskrena sama sabo in se ne prodala vsakomu, ko pride mimo. Z največjim veseljem bi vam dala par imen, ko sodelujejo s tem podjetjem, ko pač niso to, kar govorijo, da so. Imela sem tudi primere, ko so mi priznali, da je bila to napaka. In to mi je najhujš. Priznajte javno, prosim, javno priznajte in svojim followerjem povejte, da je bila to napaka. Jaz priznam, da sem delala za to spletno stran enkrat pred 3 leti, in je bila to največja napaka, ko sem jo naredila. Zdaj pa še vi na Instagramu, jaz sem sodelovala z njimi in ni bilo okej. Ne da prodajaš še naprej te slušalke in si neki, wow, a ti bo res taka razlika tistih 100 evrov? Moja situacija je taka, da jaz imam povprečno nekje 3 sodelovanja na mesec in večinoma niso taka, kot bi bili izdelki, recimo pač pišem za revijo in podobne fore. Ta sodelovanja so dobra in niso dobra vsem na način plačila, pač pa tudi meni pomagajo in ja. In z njimi sodelujem dost, da ne rabim pomagati čisto vsakmu, ko prodaja kitajsko neko škart robo. Moj največji influencerski zgled v Sloveniji je definitivno Lepa Afna, zaradi tega, ker ona ima tiste svoje šolske potrebščine, drži se svojih načel, ne proda se kar enim, ko ji pač rečejo, naredi to pa to reklamo za 100 evrov. Wow, pač res mad respect za njo, sicer ne pogledam čisto vsakega videa, ko ga da ven, ampak jo definitivno občudujem, da stoji za sabo in dela to, kar ona hoče in kar ve, da je dobro za vas in za sledilce. Poleg tega pa veliko imam raje, da naredim na mesec 3 videe več o svoji temi in zaslužim tistih 100 evrov z YouTube adsi, ko pa da mi ena neki poceni firma pošle oziroma plača 100 evrov in jaz naredim za njih video. Pa še odgovornosti nimam. Lahko delam, kar hočem in to je meni prioriteta. Zdaj pa pridemo do tega, da pač v glavnem, če si želite biti influencer, vam ne bo uspelo. Morate imeti neke višje cilje, morate imeti neki, da vas drugega žene, ko pa da ste influencerji, ker vam ne bo ratalo v prvih 5 minutah in lahko hitro obupate. Ker poznam veliko ljudi, ko si to obupno želi in bi naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi ljudi okrog sebe očrnili in bi bili oni influencerji. In ne bom govorila imensko, sam eno dramo imam zaspilati, ko mi res že gre na živce. In nisem jo hotla, ampak sam rada bi vam dala eno perspektivo, da ne biti taki ljudje. Jaz sem imela pred kratkim eno manjšo dramico z določeno samooklicano slovensko starleto, ali kakorkoli naj rečem. Res je, ne bom poimenovala sploh. Nisem jo hotla povedati vseh svojih poslovnih skrivnosti, zaradi tega, ker več tega ne govorim okrog, ker so poslovne skrivnosti. Takrat sem si glihe skupila iPhone 11 Pro in sem dobila ena vprašanja, kako sem si ga kupila in vse, in nisem mu hotla odgovoriti, zaradi tega, ker več ne rabim polagati računov nekomu na internetu. Ampak to je bil pač celoten point najne situacije, bil v tem, da bi jaz mogla njej razložiti, kako sem si jaz dobila iPhone in ne vem, pač razne
fore. In ker sem jaz njo zavrnila, sem jaz dobila razne komentarje, kot sej ta iPhone je itak grd, jaz si ga nikoli ne bom kupila, ti si itak misliš, da si najboljša in najlepša in ne vem kaj vse tek. Off topic, kompletno. Sej vem, da s temle, ko imam tole noter, nisem čist nič boljša, kot pa kdorkoli drug, ko živi od drame, ampak lahko si preberete tele pogovore, da v bistvu je čist iz ene nedolžne stvari nastal en tak napad na moje osebne stvari, tudi na dejstvo, da me zanimajo punce in pa na koncu tudi na to, da kao jaz nimam ljubezni. Naj omenim, da to je bila oseba, s katero sem že imela dramo in tisti, ko me dlje časa spremljate, verjetno veste, za koga gre. Če pa ne, pa sam to naj povem, da ni bila Denise Day in pač nekdo drug je bil. Kje je Denise Day, mej? Res me zanima. Naj mi kdo napiše, da spadi. Sorry, kartica se mi je nafilala, da morala s njo spratiti. V glavnem, srečna nova scenarija, no. V glavnem, začeli, bla, bla, bla. Oseba se je spravila na moje privatno življenje, na moje privatne odločitve, na stil življenja, na dejstvo, da živim še z mamo in podobne fore, kar jaz živim še z mamo, zaradi tega, ker bar 21 se pač ni v vseh situacijah tako enostavno odseliti od doma, ne. Ne vem, zakaj se zagovarjam. Res ne vem. Sicer itak računam, da bom spet dobila kako sporočilo, da ji moram pomagati pri njeni influencerski poti in kako se ona meni opravičuje. I really don't care. Tu še sploh ni konc zgodbe, ne? Imamo še mal čajčka za različ, čeprav imam tukaj kavo, ampak okej. Glavne, ta najna drama je bila dosti zasebna, pač nič se nismo javno pogovarjale, sploh vse je bilo v bistvu samo med nama, na Instagramu sporočila, to je to. Ampak jaz sem ni rekla, da če bo na kakršen koli način to šlo v javnost, da tudi jaz ne bom ostala tiho in da bom začela govoriti o tem, zaradi tega, ker imam res dost. In seveda, to je bilo točno to, kar si je ta oseba želela. In na srečo ima določenega prijatelja, ki tok rad meša drag in je absolutno užival, ko je delal video o celotni drami z nama. Ona mu je poslala vse screenshote, kar smo se pogovarjali. Načeloma, če veste, o čem se gre, verjetno ste videli te screenshote in ste tudi videli, da ni nič takega, da jaz nisem nič kaj takega napisala, razen takrat, ko se mi je res odfukalo, ker pač sem imela celotne situacije, dosti sem hotela čim prej zaključiti, adijo, midve se nehamo pogovarjati, to je to. Ker jaz res ne maram toksičnih ljudi v mojem življenju. V glavnem, ta njen prijatelj je tako zagrabil za vso to dramo in naredil še svoj video. Izkoristila sta tudi priložnost, da zaradi mojega imena dobita neki ogledov. Kako je to super. Res obožujem take ljudi. Take ljudje bojo definitivno imeli zelo dolgo kariero in bojo vse dosegli, a ne? Ker pač negativa se definitivno poplača s pozitivo, a ne? Ja, v glavnem, nekateri influencerji pač res nimajo svojih vsebin in morajo nalagati dramo na dramo in se kregajo z ne vem kolikimi ljudmi sem zaradi tega, da imajo nek imidž. Sicer ne vem, kak imidž je to, ampak okej. Pač zato, da imajo tistih par sekund pozornosti in tip je mene prosil, da se jaz grem z njo boksat in tepst in ne vem kaj vse in da bo to plačan dogodek in da bo ta dogodek pravi hit in očitno mene ljudje ful dojemajo kot neko ful strong osebo, ko da lahko nekoga prebutam, ker nek par dni nazaj sem bila povabilo v slovensko vojsko, da bom vojak, amazing, yes, vojak. That's my dream job. V glavnem, mislim, načeloma si to lahko v čast štejem, a ne pač resnic neki V glavnem, drama. Meni se itak zdi, da je to neka taka slovenska kultura, oziroma niti toliko slovenska več, zdaj je že to kar dosti international. Vsi živijo od te drame in res nisem hotela govoriti o tem, na bruhanje mi gre, ampak ne vem, razne oddaje slovenske. No shade there. Gledajte, kaj mislim. To je toliko fajn gledati ljudema, zaradi tega, ker je toliko fajn se posmehovati in to je ful, posmehujejo se drami drugih ljudi, koliko so drugi ljudje nesposobni in koliko je to, To je najbolj ogledana stvar v Sloveniji na televiziji ever, sploh, vsi to spremljajo, razen jaz, kar je ironično, ampak v glavnem, moja lastna družina, ko jih nikoli nisem imela za take ljudi, ki se mi je zdelo, da sem mečkem bolj. Tudi njim je to sproščanje možganov konc dneva. Pa dej stari, če si hočeš sproščati možgane, pet gledati Animal Planet, jaz gledam Discovery Channel in glej, ne vem, živali, ko letajo tam po travnikih oziroma, ne vem,
po Afriki, kjerkoli, glej naravo, ali pa fucking pejt ven, pa si poglej mal naravo, pa si dejansko sprost, ne pa da se sproščaš na tem, da se smejiš enim ljudem na televiziji. Mislim, okej. In pa se pritožujemo, zakaj je to tako popularno, ja ne vem, fucking nehajte gledati, pa ne bo več popularno. Logic! Mene res nobena slovenska TV hiša ne bo več pogledala. O teh mojih mnenjih sem jaz načeloma govorila že ful leta nazaj, ko preden se sploh postala Kaja Solo. Pa še dan stojim za tem, pa zdaj te gledati serije, ne vem, ko se lahko nekaj naučite iz njih. Glejte, kaj svim, risanke, ko so ful lepo dodelane in ne vem, je umetnost. Ali glejte neke komedije, ko je dejansko bil nek talent uložen noter, ko je bil nek budget uložen noter. To, take stvari glejte in se malo kulturno izobražujte, ne pa da gledate to sranje. Mislim, načeloma tudi mene ne gledati, pejte gledati raj kaj bolj poučnega. Sama se pljuvam v skledo. Tam spremljite ljudi, se lahko od njih kaj naučite, ko lahko kaj vzamete od njih. Ne vem, ko so dali neki skozi v življenju, ne vem, ko so sledili svojim sanjam. Pač dejte si najti, to je sproščanje, ne pa drama. Začne se sproščati na drami ljudi, zaradi česar pol povzročate razne muhe enodnevnice, ko imajo tistih 5 minut svoje slave, preostal del svojega življenja se pa bolj tepejo pa morijo zaradi tega, ker te slave niso obdržali. A pač ne morš od drame živeti, sorry. Upam, da ste nekako dojeli point tega videa. To je čist en tak moj rant in jaz ful rada rentam v življenju. Imam ful takih tem, ko rada rentam v njih, tako da če vam je všeč tak stil video, bom naredila še več. Oh my god. Get all the views! Gledam, mislim, da je to za ta video. Ja, point vsega skupaj je v tem, da pač dejte biti svoji, ne se hraniti na drami drugih ljudi, naredite kaj iz sebe, če si želite biti influencerji, dejte si želeti še neki zraven, neko dodatno vrednost, ker influencerjev je že itak preveč. Če vam je bil video všeč slučajno, mi dejte en like, dol spodaj lahko šerate tudi svoje mnenje, vse preberem in mogoče kdaj tudi kaj odgovorim, oziroma zelo pogosto, zaradi tega, ker se ful rada pogovarjam z vami. In ja, to je to. Followajte me še na Instagramu, to bi bilo ful cool. Ja, se vidimo naslednjič. Čau.